Danes v Pomurskem dnevniku oglas za prostitucijo pred osnovno šolo. Čezmejno dedovanje. Priprave na zimsko sezono. Zdravniki stavkajo. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Do spolnih odnosov za denar v Sloveniji ni težko priti. Oglasov v revijah in na spletu kar mrgoli. Je pa milo rečeno nenavadno, da se oglas za seks vrti na oglasnem panoju v neposredni bližini osnovne in dveh srednjih šol v Murski Soboti. Oglas, ki zgovorno ponuja seks in oralo, obenem pa zagotavlja diskretnost, stoji kar pred osnovno šolo. Tako je videti oglas pred eno izmed osnovnih šol v Murski Soboti. Napol slečena ženska in napis, ki zgovorno našteva masaža, fantazija, seks, orala. Takšnemu oglaševanju erotičnih vsebin se sicer ne moremo izogniti, a postavitev takšnega oglasa pred osnovno šolo je vseeno sporna, nam pove predstavnica sveta staršev prve osnovne šole. Podvrženi smo raznoraznim oglasom, tudi takšnim oglasom z seksualno vsebino, pač kot je ta sporen oglas, res nudi te storitve, ki pa torej niso primerne za to vrstno okolje, kje se torej nahaja. Nahaja se v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer dejansko otroke vzgaja ta zavod oziroma ustanova in vceplja določena etično-moralna pravila. Vsekakor pa ta reklama ni v skladu z etičnimi pravili. Gre za neke vrste tudi za žaljivo vsebino, žali človeško dostojanstvo. Mimo reklamnega oglasa se vsakodnevno sprehajajo tudi dijaki dveh srednjih šol. Ti niso priznali, da bi oglas opazili, a psihologinja meni, da je pogovor o vsebini oglasa kljub temu nujen. Otrokom je treba pravilno razložiti vsebino oglasa. Zakaj to je dobro, zakaj ni dobro? Torej, mogoče je dobro za nekoga, ki opravlja masažo, da služi denar, da je dobro na način, da mogoče to tudi blagodejno deluje na telo, ni pa dobro, če napeljuje na suženjstvo, izkoriščanje ali pa tudi na nekakšno instant zadovoljstvo. Na kakšen način bodo otroci oglas razumeli, je namreč težko predvideti, kajti otroci so radovedni. Se sploh ne zavedajo, da lahko taka reklama torej postavi določene, jih pripelje do določenih škodljivih posledic, lahko postanejo žrtev kakšnega spolnega nasilja. Torej samo en klic na to številko, ki visi oziroma ki bode v oči, se lahko znajdejo v velikih težavah. In ne samo mladoletniki, temveč tudi starši, ki odgovarjajo za mladoletnike. Prostitucija je v Sloveniji že nekaj let dekriminalizirana, tako da prodajalci in kupci spolnih storitev niso kazensko preganjani. Tudi oglaševanje prostitucije ni kaznivo, vendar pa ta dejavnost tudi ni zakonsko urejena. Kot so nam povedali na policiji, gre v omenjenem primeru za neko obliko zvodništva, ki pa je v naši državi kaznivo. Vendar pa mora policija po zakonu dokazati izkoriščanje prostitutke, da se ta prodaja pod grožnjo ali silo oziroma s preslepitvijo osebe, ki potem tudi namesto nje pobira denar od strank oziroma v njenem imenu za usluge, ki jih je nudila sama. Čeprav se tovrstnim vsebinam v sodobnem času težko izognemo, tudi psihologinja prizna. Če se mene osebno vpraša, bi bila za to, da se ravno takšni plakati ne izpostavljajo na takšnih mestih. Zaradi tega, ker zmeraj obstaja ena nevarnost, da nekdo drug to napačno razume. In ta verjetnost je pri mladoletnih otrocih zelo velika. Zapuščinski postopki po večini niso najbolj prijetni. Poleg nevednosti o željah drugih dedičev nas obremenjuje postopek, ki ga ljudje v glavnem ne poznamo. Neznanke so toliko večje, kadar gre za dedovanje po kom iz tujine. Nekaj odgovorov na vprašanja o čezmejnem dedovanju nam bo danes podal Matevž Kmetec iz zavoda PIP. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. S katerimi vprašanji se torej najpogosteje soočajo ljudje, ki dedujejo premoženje iz drugih držav Evropske unije? Soočajo se z dvema vprašanjama, in sicer prvič, v kateri državi bo potekal zapuščinski postopek, in drugič, po pravu katere države se bo vse skupaj presojalo. To pomeni, po
pravilih katere države se bo odločalo naprimer o tem, kdo je sploh lahko dedič, kako je z nujnim deležem, kako se bo delila dediščina med dediče. Medtem ko je prvo vprašanje bolj praktične narave, ali bo treba iti morda v tujino, je drugo vprašanje pomembno z vsebinskega vidika presojanja posamične zadeve in odgovore na ti obe vprašanji nam dajo pravila EU o mednarodnem dedovanju. Kakšne možnosti pa nam dajo ta pravila Evropskih unij? Ta pravila nam omogočajo, da v svoji oporoki ali pa posebni izjavi izrecno določimo pravo, katere države naj se uporabi v primeru naše smrti, izberemo pa lahko pravo države, katere državljanstvo imamo. Če ima nekdo več državljanstev, pa to pomeni, da lahko izbere katerokoli od teh držav. Kaj pa se zgodi v primeru, če v izjavi poslednje volje ni bilo izbranih dednih pravil matične države? V tem primeru bo organ zapuščinski postopek običajno vodil po pravilih države, v kateri je umrli nazadnje živel. Če predpostavimo, naprimer, da smo v položaju, ko bomo dedovali premoženje, ki se nahaja v drugi državi članici Evropske unije, ali lahko dediči sami izberemo sodišče, ki bo o tem odločalo? Lahko, vendar samo v primeru, če je zapustnik izkoristil možnost in izbral pravo matične države, ki je članica Evropske unije, in ob tem bodo morali s tem, z izbiro tega sodišča, soglašati vsi dediči in vsi, ki se jih dedovanje v tisti zadevi tiče. Kaj pa če, naprimer, dedujemo premoženje iz Nizozemske, zapustnik pa ni izkoristil možnosti izbire našega prava, bomo morali za razrešitev tega položaja na Nizozemsko? Ne nujno. Po pravilih Evropske unije se lahko o dedovanju ali sprejemamo dediščino ali ne, izjavimo pred sodiščem tiste države, v kateri prebivamo, pa čeprav se bo zapuščina oziroma zapuščinska obravnava odvijala v drugi državi članici. Torej lahko zaključimo, da lahko našim dedičem s pravočasnim urejanjem poslednje volje precej olajšamo te postopke. Točno tako. V konkretnih primerih oziroma takrat, ko se bo pa gledalke ali gledalci s tem soočili, pa se lahko obrnejo kar na informacijsko točko Europe Direct. Kjer dobijo vse informacije. Tako. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala za povabilo. Sindikat delavcev migrantov se je na povabilo Urada predsednika Republike Slovenije včeraj srečal s predsednikom države Borutom Pahorjem. Strani sindikata delavcev migrantov so predsednika obiskali Martin Ivec, predsednik sindikata, podpredsednica Barbara Pregl-Breznik, regionalna predstavnica regije za Podravje Katja Kreslin ter regionalni predstavnik regije za Pomurje Zvonko Jerman, ki so ob srečanju predsedniku predali tudi simbolično darilo. Na neformalnem srečanju v Uradu predsednika Republike Slovenije so predstavniki sindikata delavcev migrantov predsedniku predstavili aktivnosti sindikata in izrazili zadovoljstvo, da bodo pogovori med sindikatom in Ministrstvom za finance po daljšem časovnem obdobju spet stekli. Kot so sporočili iz sindikata, je sicer predsednik države z njihovo problematiko že seznanjen. Tokrat pa so predsedniku želeli pokazati še drugo plat njihove zgodbe. Izročili so mu fotozbirko Zgodbe delavcev migrantov. Njihovih življenjskih zgodb je verjetno skoraj 20 000, toliko kot delavcev migrantov. V knjigi so jih zbrali le nekaj. Zbirko pa želijo prikazati, da se za številkami in položnicami, ki jih omenjajo, skrivajo pravi ljudje, s svojimi družinami in stisko. Predstavniki omenjenega sindikata se bodo sicer v četrtek ponovno pogajali na Ministrstvu za finance. Danes se je meja sneženja spustila vse do nižin. Vsaj za vzorec smo belih snežink bili deležni tudi v naši pokrajini. Strastni smučarji pa že nestrpno čakajo, da se bodo lahko odpravili na smučišča. Nam najbližje slovensko smučišče je na Mariborskem Pohorju. Že oktobra so v Mariboru začeli prodajati prve sezonske vozovnice za smučanje na Mariborskem Pohorju. Predprodaja pa bo trajala vse do konca novembra.
Snega se najbolj veselijo najmlajši. Se veselim, da bi bilo več smučarjev na Pohorju in da bi se lepo imeli. In čeprav bodo snežni topovi na Pohorju še nekaj časa mirovali, je prodaja smučarskih vozovnic že v polnem teku. Letošnjo sezonsko vozovnico lahko pred začetkom zimske sezone kupite za 300 €, doslej so jih v predprodaji prodali 500. A med domačini, ki ob vznožju Pohorja iščejo razvedrilo, le stežka najdemo koga, ki je že kupil smučarsko vozovnico. Ne hodimo sem smučati. Ne še. Naši otroci se bodo še naučili, drugače pa v tujino hodimo smučati, ker so cene veliko bolj ugodne. In tudi proge bolj urejene, več jih je na izbiro in raje gremo tja. Priprave na zimsko sezono po besedah Marproma potekajo po načrtu, tudi pričakovanja gostincev so, tako kot pred vsako sezono, velika. Danes zjutraj so zdravniki in zobozdravniki začeli stavko tudi v Splošni bolnišnici Murska Sobota in po pomurskih zdravstvenih domovih. V začetku bodo zdravniki stavkali tako, da bodo delali 40 ur na teden. Če s tem ne bodo dosegli svojih ciljev, pa nameravajo čez 2 tedna opravljati le še tiste storitve, kot jih v času stavke opredeljuje zakon. To pomeni, da bodo obravnavali le nujne bolnike, nosečnice, otroke in starostnike ter izvajali operacije bolnikov z rakom. Ne bodo pa opravljali nenujnih pregledov ali posegov. Zaradi tega je pričakovati, da se bodo že tako dolge čakalne dobe v zdravstvu le še podaljšale. V Murski Soboti v prvih dneh še ne pričakujejo posebnih zapletov. Predvidevajo pa, da bi lahko resnejše težave nastopile na začetku prihodnjega tedna. Ideja o selitvi avtobusne postaje Slomškove ulice na ulico ob progi je aktualna že nekaj let. Predvideno je bilo, da naj bi prvi avtobusi z nove lokacije odpeljali že leta 2013, a se je zapletlo najprej pri okoliških stanovalcih, nato pa še pri rušenju propadajoče stavbe restauracije Kolodvor v neposredni bližini železniške postaje. Več pa si preberite na sobotainfo.com, mi pa si v nadaljevanju poglejmo še kratke novice. Danes so nas presenetile bele snežinke. Poglejmo si v nadaljevanju, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je deževalo in snežilo tudi do nižin. Opoldne so 3 stopinje Celzija izmerili v Lendavi, stopinjo manj je bilo v Murski Soboti in v Radencih, stopinjo nad lediščem pa so izmerili na Goričkem. Jutri bo pretežno oblačno in suho vreme, več sonca bo dopoldne na Primorskem, popoldne pa v severovzhodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju 6, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro megleno, jutranje temperature bodo pod lediščem. Čez dan bo delno jasno, termometri bodo pokazali okoli 7 stopinj Celzija. V četrtek dopoldne bo prehodno deževalo, meja sneženja bo na okoli 700 metrih. V četrtek popoldne bo po večini suho vreme. Čez dan bo okoli 8 stopinj Celzija. V petek bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo na okoli 500 metrov nadmorske višine. Dnevne temperature bodo okoli 4 stopinje Celzija. Toliko smo vam, spoštovane in spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri ob istem času na istem programu. Sicer pa preživite kar se da lep večer še naprej. Srečno!